Danes smo v sklopu projekta Športajmo in beremo v Mariboru gostili 3 vrhunske športnike in povezali mlade, perspektivne z vrhunskimi športniki. Bom rekel, v drugi polovici moje športne kariere sem tudi kako knjigo prebral, ko mi je prav prišla. Se kaj od tega probal naučiti. Na začetku pa seveda sem vzel, kar mi je prišlo pod roke, ker tiste poti, ko so bile zelo dolge na avtobusu, s tisto Nokio smo lahko samo kačo igrali in sem pol tudi videl, da ostali tudi nekaj čitajo in sem pol v bistvu začenjal tudi mogoče prvo listati, pa tudi brati. Moram reči, da se je mogla mami kar potruditi z mano, da sem res začela tekoče in hitro brati. Nekako te moji prvi začetki z branjem niso bili najlažji zanjo, predvsem tudi zame ne takrat. Ko sem pa enkrat res začela brati, takrat me pa niso pol več utegnili od knjig. Takrat sem postala eno obdobje res pravi knjižni mol, tudi zvečer pod kovtrom z to lučko, svetilko, da me nihče ni videl, sem brala pozno v noč. Tako da to je bilo to zdaj, zadnje čase pa če tega absolutno manj, je kakšna druga namenska literatura, ki pa jo tudi zelo rada primem v roke. Ponavadi je tako, če daš 2 stvari, ki ne sodita skupaj, potem dobiš najboljši učinek ali pa tudi najboljši šmoren. Torej, dati šport in branje skupaj, 2 stvari, ki na prvi pogled sploh ne sodita skupaj, lahko dasta zelo dobre rezultate pri posameznikih in pri družbi.